Dobrodošli v Športnem kompasu, ki ga pričenjamo s podelitvijo priznanj najboljšim mariborskim športnikom v letu 2011. Sinoči so v dvorani Tabor predstavili izstopajoče akterje v 7 kategorijah. Najboljša športnica Maribora za prejšnje leto je spet Polona Hercog, medtem ko je med moškimi zmagal nogometaš Dalibor Volaš. Prireditev s podelitvijo priznanj najboljšim mariborskim športnikom so iz šotora pod Pohorjem preselili v enega izmed mestnih športnih hramov. V dvorani Tabor se je pričelo z govorom mariborskega župana Franca Kanglerja, ki se je ogorčeno odzval na odločitev vlade, da se finančno ne podpre univerzijade prihodnje leto. Te zdaj, tako župan, gotovo ne bo. Če komu, potem danes tukaj nam bije srce za športno mesto in za šport. Nato so na vrsto prišli izstopajoči športniki. Spodobi se začeti z dekleti, pri katerih sta manjkali 2 izmed 3, ki so jim mariborski športni novinarji za rezultate v minulem letu prisodili najvišje ocene. Na prvem mestu je znova tenisačica Polona Hercog, ob koncu lanske sezone 36. igralka na svetu. Na drugem mestu je sledi kolegica Katarina Srebotnik, ki se je izkazala v igri dvojic. Obe sta trenutno na tujem, tako je bila na prireditvi le novopečena olimpijka, tekvandoistka Nuša Rajher. Ne vem, jaz sem se že malo tega navadila, da sem tu ponavadi druga ali pa tretja, ampak to mi sedaj prenaša že srečo, tako da dobro, da sem bila letos tretja, da bo drugo leto zaradi Londona še boljše. Pri moških se je lani zmage veselil tekmovalec v smučarskem krosu Filip Flisar. Tokrat je bil tretji, takoj za 2 predstavnikoma ekipnih športov. Nevsakdanji izbor za Maribor, kjer so bili navadno v ospredju individualisti. Ja, menda res, tako kot Dalibor, da mi jaz sedaj tukaj zraven individualni šport je bil sedaj smučar, Filip, ampak malo se časi spreminjajo, ali je to sedaj malo slabši rezultati posameznikov, ali se mogoče malo drugače gleda na kolektivne športe. Seveda sem zadovoljen, da se spomnijo na mene. Jasno, da jaz nisem letos pričakoval, da bom lahko zmagal športnika Maribora, zaradi tega, ker sem enostavno sešteje na podlagi lanskih rezultatov, ki so sicer bili dobri, a ne dovolj, zato sem enostavno letos pač raje toliko boljši, da delam, da se probam naslednjo leto vrstiti na to najvišjo nagrado. Posameznika lahko izstreli na vrh tudi odmeven dosežek mariborskih nogometašev. Ob uvrstitvi vijoličastih v Ligo prvakov so za najboljšega izbrali Marinka Galiča. Tokrat pa je bilo največ pozornosti namenjene učinkovitemu napadalcu Daliborju Volašu. Sigurno, da je to en velika čast in privilegij in sigurno, da sem ponosen na to, kajti s tem ne predstavljam samo sebe, ampak celotno ekipo, katera je najbolj zaslužna za to mojo današnjo zmago. Ampak sigurno, da samo ta pokal, ta nagrada je velika spodbuda za naprej, da še naprej delam tako in da še bolj imam rad to mesto, čeprav sem iz Primorske. Nasploh je bil nogometni klub Maribor nesporni zmagovalec letošnjega izbora. Mislim, da je pač to priznanje, potrditev dobrega dela strokovnega vodstva v zadnjih letih, zdaj je že 3. zapored. To pomeni, da enostavno postajamo boljši. Popolnoma jasno je, da tako kot igralci, tudi trener dobiva prepotrebne izkušnje skozi zahtevna tekmovanja, tako da vesel sem tega, vesel sem, da lahko delam v mestu Maribor in v nogometnem klubu Maribor. Nogometaše Maribora je pripadel tudi naslov za najboljšo ekipo v lanskem letu. Njihov evropski podvig je presegel dosežke drugih klubov, ki so v mestu ob Dravi tudi sicer po priljubljenosti v globoki senci nogometnih državnih prvakov iz Ljudskega vrta. Ja, je res, da je velika večja populacija, veliko bolj se spremlja nogomet, kot sam šport je toliko bližje vsem ljudem, vendar ne smemo zapostavljati druge športe, ki so prav tako pomembni za razvoj človeka in za nasploh za družbo, kot je dejal tudi župan Maribora. In mi smo veseli, da je takšna podpora do nas, do športnikov in do nogometašev, ter da jim to vračamo nazaj ljudem v mestu in v državi, kateri nas podpira.
Podobno kot nogometaši, pri ženskih ekipah v Mariboru izstopajo odbojkarice. Poleg osvojitve državnega in pokalnega naslova so bankirke zelo solidno nastopale tudi v mednarodnih tekmovanjih. Jaz vsak naslov drugače gledam oziroma vsako to podelitev. Vedno se spomnim na ves ta trud, ki smo ga pač prejšnjo sezono naredili, in vsak naslov, ki ga to dobimo, je nekaj posebenega. Vedno se spomnim nazaj, to smo bili, kako je bila težka pot, da smo prišli do tega. Jaz sem zadovoljna, valjda, da smo športniki leta. Med ekipami v individualnih športnih panogah je zmagal železničarski šahovski klub Maribor. Državni prvaki so na Evropskem klubskem prvenstvu osvojili 8. do 12. mesto. Perspektivna športnica in športnik sta teniška igralka Tjaša Šremf in telovadec Miha Šmigoc. Na prireditvi pa so podelili tudi 11 Cizljevih plaket. V nadaljevanju ne zamudite, kako se na olimpijske igre pripravlja Heather Field, tekmovalka v modernem peteroboju. Videli boste utrinke zadnjega vzpona v zimski akciji Peš na Pohorje, ki je spet pritegnila množico udeležencev. Še prej pa o pričakovanjih mariborskih nogometašev pred jutrišnjo povratno tekmo osmine finala Evropskega pokala Challenge pri bosanskem Gradačcu. Pogovarjali smo se tudi z Murajco Pejićem, trenerjem mariborskih hokejistov, ki so presenetljivo izpadli v polfinalu Slo hokej lige. Pravkar se proti Triglavu merijo v tekmi za 3. mesto. Branik 30, Gradačac 22. Z 8 zadetki prednosti so mariborski rokometaši odpotovali v Bosno in Hercegovino, kjer bodo jutri odigrali povratno tekmo osmine finala pokala Challenge. Prednost je tako visoka, da bi morala zadostovati za napredovanje v naslednji krog tega evropskega tekmovanja. Sigurno mi ne bomo šli braniti te razlike. V Gradačcu je teren zelo vroč. Zagotovo bo tudi publika dala svoje tam in mi bomo poskušali odigrati tekmo, ker bomo tudi na drugi tekmi pokazali, da smo boljši nasprotnik, igrali na zmago. In če seveda se nam bo lepo ponudila priložnost, bomo to zmago tudi poskušali odnesti. Precej več skrbi kot trener mariborskega prvoligaša ima trener bosanskega. Prepričan je, da je njegova ekipa na prvi tekmi izgubila zaradi sodnikov in da bo jutri drugače. Bilo je to puno pasivnog napada. Sudije su ipak iz zemlje u kojoj se ne igra rukomet. Nisu nijedan puta svirali pasivan napad. Nekoliko je puta bili koraci. Ja ne pričam protiv ekipe Maribora, ovo što kažem, ali bilo je zaista grešaka i mislim da ova ekipa Maribora nas ne može pobijeti u Gradačcu. Športno je, da podobno razmišlja tudi kapetan ekipe v Rumenem, a se hkrati zaveda, da je kakovost na mariborski strani. Čuda su moguće. Mi se ne predajemo, mi ćemo igrati, mi imamo, vidjeli ste, ovu predivnu publiku, ja ovim puta pozdravljam, svaka im čast, došli su u velikom broju, tako će biti i u Gradačcu, nadam se, puna dvorana. Mi ćemo ići na pobjedu, sad Bog zna šta, da ćemo otpor, pošto smo dali danas. V prvem polčasu prve tekme so se Mariborčani seznanjali z igro nasprotnikov, v drugem pa poskušali izkoristiti njihove šibke točke. Najviše smo iskoristili to što jako malo su šutali izvana, jedino ljevi vanjski je puknuo je sa 9 metara 2-3 lopte, ostalo nije bilo šuta. Mi smo igrali 6-0, povukli smo se i čekali da golman brani sa blokom. Razlika med ekipama je začela naraščati šele takrat, ko so Mariborčani pričeli dosegati zadetke iz protinapadov. Mislim, da vsaka ekipa rabi takšne hitre gole, kateri potem dajo dodaten zagon in motiv ekipi, da gre še naprej, da gre še močneje. In vemo, kaj nam pomeni ta Evropa. Zelo si želimo priti daleč v tem pokalu. V bistvu na vseh treh frontah je še odprta in želimo si priti vse posod čim dlje in čim više. Optimizem pred povratno tekmo gradijo rokometaši Branika tudi na izkušnjah iz prejšnjih evropskih tekem. Če primerjam to tekmo s tekmo s Kragujevcem, v goste odhajamo z višjo razliko. Mislim, da je Kragujevec bila boljša ekipa, ampak kljub vsemu odhajamo Gradačac, kjer je vroč teren. Dvorana ni velika, ampak vedno polna. In opozorili so nas, da bo tam zelo vroče in jaz upam, da bomo napredovali v naslednji krog. Občinstvo je torej tisti dejavnik, na katerega stavi ekipa iz Bosne in Hercegovine. Zagotovo jo bo motiviralo v tolikšni meri, da bo pokazala več kot je v Mariboru. A je vprašanje, če bo to dovolj, saj je prva tekma pokazala, da je kakovost igralskega kadra močno na Branikovi strani. Mariborčani so še posebej v veliki prednosti na položaju krilcev. In če bosta ob teh razpoložena še vratarja, potem vprašanje o zmagovalcih sploh ne bi smelo biti.
Zdaj, jaz ne bi niti iskal nekih upravičil. Siguren razlogi zdaj po teh parih dneh, ko sem vse to še enkrat šel skozi, naredil eno majhno tako hitro analizo. Razlogi so, jaz jih tako vidim, da neigranje četrtfinala, spet smo bili 14 dni brez tekem. Tisti zadnji del Hokej lige, ko smo tempirali to za četrtfinale in pa naprej to formo, se nam je podrl. 14 dni smo bili brez tekem, smo spet vse začeli na novo. Priprave na Olimpijo, ko smo vedeli, da ne bi bila ena od nasprotnic v polfinalu, smo te priprave njim podredili. 2 dni pred začetkom polfinala je bila nepričakovana poškodba našega enega najboljših centrov, Dejana Žemve. V sami prvi tekmi, že prvo minuto, se je pa poškodoval še prvi center, Pihler. In mislim, da je bil to tisti glavni razlog, lahko rečem, zelo slabe igre prvo polfinalno tekmo. In mislim, da smo tam tudi naredili to največji korak k temu, da smo pol izgubili ta polfinale. Tudi igralcem se vidi, da so zdaj poklapani, tudi jaz sem bil razočaran. Ampak ni pa zdaj časa za objokovanje tega, treba je gledati naprej. Mi imamo še zdaj tekme tudi za 3. mest. Treba je čim prej se pobrati, odigrati te tekme za 3. mest. Seveda se pa konec meseca začne še državno prvenstvo, ko se nam bo ta priključila Jesenice pa Olimpija. Mislim, da bo takrat, da bo to en dodaten, mislim, da bo motiv za to ekipo dodaten, da se pa pokaže, da se probamo zbrati, sestaviti spet, da se pokaže tudi nam Jesenicam in Olimpiji, da pač tudi v Mariboru znamo igrati hokej, da to ni bilo naključje, kar smo pokazali čez celo sezono. Jaz upam, da se bo kakšen od teh poškodovanih igralcev vrnil, ker mislim, da pa kompletni pa lahko pokažemo 2 velikima kluboma, da se lahko tudi z njimi enakovredno kosamo. Že lansko leto, ko sem jaz prišel v Maribor, sem videl, kakšen potencial ima Maribor v mladih igralcih. In smo hoteli letos nadgraditi to, predvsem z domačimi mladimi igralci, in smo začeli z kondicijskimi pripravami prvič nasploh v Mariboru. In mislim, da je bil to ena od dobrih potez, da mladi igralci še napredujejo, ker v tej starosti, ki so zdaj, 19-20 let, mislim, da je to že potreben, da dobijo na fizični moči. To smo poleti naredili. Ker smo naredili tudi nekatere menjave v igralskem kadru od lanske sezone, ker smo hoteli dati ekipi nekaj več za letos. Mislim, da smo bili tudi malo močnejši kot prejšnjo sezono v igralskem kadru. Seveda pa nismo pozabili in tudi nismo hoteli, da bi te mlade igralce pa zapostavili. Ampak v celoti mislim, da so pa vsi še naredili en korak naprej in da so napredovali v hokejskem znanju in pa v lastni kvaliteti, da so dosegli še višji nivo kot pa lansko leto. Sem mislil, da pač Maribor kot dosti velik mest, da bo imel večje zaledje z mladimi, vpisanimi, novimi igralci. Tega ni bilo toliko, tako da tukaj mislim, da je še veliko rezerve. In pa v samem pristopu, mislim, da je v teh 2 letih sem videl, da prehiter v Mariboru v mlajših selekcijah zahtevajo rezultate.
Mislim, da bi mogli delati bolj širok, ker premalo kadra je, prehiter se odpovemo kakšnim igralcem že v mlajših kategorijah. Res, da so se rezultati približali dvema velikima kluboma, Jesenicam pa Olimpiji, v mlajših kategorijah, ampak mislim, da to ni tisti cilj, ki bi si ga mogli v Mariboru s hokejem zadati, ampak majhen bolj na širok delati z mladim, preveč nekih ambicioznih staršev videti svoje otroke že na poti Jana Muršaka, kar pa mislim, da je prezgodaj in tudi nepošten do otroka in jih velikokrat starši v tem razvoju prej zavirajo, kot pa spodbujajo. Osrednje merilo uspešnosti zimskega pokala Peš na Pohorje je odličen odziv ljubiteljev hoje in teka. Že 5. zaporedna izvedba je prinesla nove izkušnje in zanimive zgodbe. Športni kompas prinaša tudi vpogled v veliko rivalstvo med britanskimi tekmovalkami v modernem peteroboju. Heather Field je ena izmed kandidatk za nastop na letošnji olimpijadi v Londonu. Samo premagovanje. Beseda, ki resnično zaživi v težkih pogojih. In takšni so bili ravno pri koncu letošnje zimske pokalne serije Peš na Pohorje. 10-krat so imeli tekači naravnost idealne pogoje za tek navkreber, 3-krat pa so občutili, kaj dejansko pomenijo zimske razmere. In čeprav so vedeli, da bo zadnji vzpon najzahtevnejši, so se tudi v 13. z veseljem napotili pod Pohorje. Jaz mislim, da bo izredno zanimivo, ker že prejšnji teden je bilo malo bolj zimsko kot prejšnje tedne in sem prejšnji teden šel brez palc, pa se je izkazalo, da se mora po fiski iti po vseh 4. Super je bilo, danes so bili pa res pravi zimski pogoji. Sicer je bilo izredno naporno, ampak mi je bilo zelo všeč. Sem šel najpočasneje letos, zdaj ko imamo od spodaj štart, ampak čeprav mislim, da sem sicer sorazmerno primerjaj z drugim bil dober, pa tudi primerjaj s sabo. Ampak čas je pač malo slabši, zato ker smo zelo veliko rili po snegu, ampak vseeno moram reči, da je bilo super in da sem zelo zadovoljen. Sem vesel tudi, da je vsakič žena šla zraven, vseh 13-krat in moram res pohvaliti organizatorje te prireditve, ker je to nekaj edinstvenega. Mislim, zdi se mi neverjetno, da toliko ljudi prihaja vsak teden, celo zimo in da vzdušje je čudovito in ti organizatorji in Marjan, ki ima čez to vse skupaj in vsi ti, recimo, ko nam čase pišejo, ko nam štopajo čase, ko nam čaj pripravijo in tako naprej, to je res enkratno. Poleg tega pa srečujem tukaj ljudi, s katerimi se nekaterimi poznam že več kot 2 desetletja ali pa 3 desetletja stekov. Smo se že srečevali včasih na pohorskem teku tukaj, ne vem, tam začetku 80-ih let, in zdaj se vsak teden tukaj spet srečamo. Mi skušamo držati čim dlje tako, kot je, brezplačno, brez kakršnikoli. To nekje, filozofija naša je, da to delamo kot skozi serving, skozi služenje ljudem, da skušamo omogočiti en dober trening, dobro druženje, dobro ali izlet naravo, kakorkoli, nekomu tekmovanje. Kako daleč bo šlo, tako bomo videli. Je ena taka posebno zadovoljstvo in radost, ko vidiš v bistvu, da pride vedno več ljudi. Vsako leto je več ljudi in vsakič je več ljudi, tako da ti daje eno zadovoljstvo, da lahko prispevaš nekaj k tem, da ljudje naredijo neki notranji napredek, v bistvu, ker smisel tega je dejansko to samo preseganje. Da ljudje naredijo en napredek pri sebi in da dajo nekaj v sebe in to je tisto, kaj jih na nek način izpolnjuje. Ne hodim se zdaj po zimi, ampak vsak drugi dan, če le možnost, skozi celo leto. Sem tudi udeleženec tega Pohorja, naš hrib. Bili vsako leto okrog 80 do 100-krat, mogoče kako leto več, ali je tako.
kar se tiče razmer, so bile pred tremi teki nazaj skoraj idealne. Dosegali smo tudi rekorde, tudi jaz sem dosegla svoj dober rekord, ampak moram priznati, da je pa danes bila najtežja proga. Sneg je na novo napadel, stopinje so bile bolj slabe v snegu, je kar drselo in priznam, da sem ponucala zelo dosti energije, da sem tele 3 hribčke premagala in bilo je res naporno. Ja, vedno me malo zazebe v roke, ampak jaz mislim, da se je splačalo priti tu gor, nabrati kondicijo, malo tekače spoznati in pa potem druženje, ki nas čaka potem na koncu celih teh tekov, prireditev v pizzeriji. In to je to, ja. Tako da jaz predlagam, da vsi tisti, ki še niso delali tega pohorskega pokala oziroma teka peš na Pohorje, naj pridejo in bo videli, da si zelo naberejo kondicijo. Cilj je pač, pa do cilja prideš, pa čokoladica tudi, ne, malo. Pa tudi po samem preseganju me je pripeljalo. Sneg se je pogrezal, dostikrat sem že šel, letos sem kar vse skoraj zaporedoma, enkrat sem manjkal, tekma je bila pa kar fajn. Mokrota ni, pač dobro se obuješ, pa je pa pogrezanje snega pač toliko teže, tako da danes ni bil čas za rekorde, ampak toliko lepše, ko se v takem vremenu samo presežeš, tako da je bilo v redu. Sem zadovoljen, 10 sem jih naredil od 11, ker sem bil vmes na drugih akcijah. Ja, je pač težavna, proga je težavna za mene, za mlade pa. Ampak to je zimska rekreacija, da kondicijo ohranjamo. Progo se zdaj po vseh teh letih že kar pozna. V bistvu so pa glavni motivatorji so tekmovalci, ki jih skozi ta leta poznam, vem, da smo nekje približno isti po moči in potem probaš loviti tiste, ki so malo boljši od tebe in v bistvu je vsa sila, da jim čim dalje slediš v tem njihovem vzponu. In potem, če ti le uspe, prehiteš ali pa tudi uspeh je že včasih, da prideš malo za njimi. Sigurno je to ena super stvar, glede same moči, mislim, da treniraš ogromno moč, pa tudi razbiješ tisto monotonost vsakodnevnih treningov, sploh zdaj po zimi, notri v fitnessih, na trenažerjih, na spinnerjih. Tako da, mislim, sigurno to koristi glede potem naprej za poletno sezono na kolesa. Ko pride v Maribor, običajno zmaga. A je tokrat sneg opravil svoje. Simon Alič je osvojil drugo, Jožek Manfreda, ki je v tej sezoni od 13 dobil 11 tekov, pa prvo mesto. Mladi Lovrenčan je bil z večine na čelu kolone. Pa meni v bistvu to ni niko težko, zato ker mi dobeni v bistvu ne vseljuje nekega določenega tempa, grem samo taki tempo, ki meni ustreza. Recimo danes je bilo malo drugačna zgodba, ker je bil Simon Alič in se mora tudi mogoče čez ta aerobni prak, drugače pa ne. V bistvu sem bolj motiviran, ko sam tečem, zato ker se sam bolje na mojo tehniko teka lahko skoncentriram. Ja, danes se je kar drselo. Jaz sem bil še brez palc, tako da sem še več moči porabil, ampak je šlo, ni problema bilo. Za konec še nekaj podatkov. Udeleženci zimskega pokala peš na Pohorje so skupno opravili 3100 vzponov. To pomeni, da je bilo v povprečju na eni tekmi 238 tekačev. Najpomembnejši podatek pa je, da jih je v tej sezoni prihajalo pod Pohorje skoraj 70 več kot v minuli. Če bodo tako nadaljevali, jih bo v naslednji vsak teden teklo okoli 300. Moderni petroboj izhaja iz nekdanjega grškega petroboja. Nastopanje v 5 disciplinah slovi kot nadvse primerna olimpijska panoga. Moški petrobojci se največjega športnega dogodka udeležujejo od leta 1912, ženske pa šele od Sidneja pred 12 leti. Celoto sestavljajo sabljanje, streljanje, plavanje, jahanje in tekaški kros. Vsak šport je posebej točkovan, rezultati pa se seštevajo. Končati morajo v enem dnevu, čemur so kos le popolni športniki. Hedra Fell, ki bo marca stara 29 let, je pred 4 leti v Pekingu osvojila srebrno medaljo. Da bi moderni petroboj približali gledalcem, so združili streljanje in kros.
Od Pekinga dalje imajo atleti 3 kroge streljanja, po vsakem pa morajo odteči 1 kilometer. Spremenili so tudi orožje, saj zdaj namesto zračnega uporabljajo lasersko in ne izgubljajo več časa z naboji in polnjenjem. So basically it's changed from being precision shooting to speed shooting with some precision still, but whilst running, so it's kind of completely different. Fellova trenira na Univerzi Bath v zahodnji Angliji. Da bi bilo zanjo čim manj stresno, je v tistem okolju najela tudi stanovanje. Tekmovanje v modernem petroboju se sicer prične s sabljanjem, kjer uporabljajo sistem tekmovanja vsak za vsakim. V dvoboju je na razpolago minuta za dosego točke. Če v tem času ni uspešnega napada, oba tekmeca vpišeta poraz. V kar 35 poskusih v samo 3 urah morajo biti udeleženci telesno in psihično izredno pripravljeni. Fellova in reprezentančne kolegice trenirajo 6-krat tedensko, saj je ritem na tekmi peklenski. Toda če Britanka želi na olimpijado, popuščanja ne sme biti. Na otoku je namreč v modernem petroboju kar 6 kandidatk za nastop v Londonu, prosti mesti pa sta le 2. I haven't lost any hunger or anything from having a taste of it before. It's kind of made me know what I've got to do, and I know that I have to be. It's incredibly tough in Britain, and the great part is because it's so tough. Once you're there, if you're there, you've got a really good chance. The 2 Brits that go will have a good chance of of getting a medal at the games, and that's what we're about as a country competing. Especially in pentathlon, we've got a great history, and we are going there to get a medal. Britanske petrobojke imajo torej velikansko preizkušnjo že pred nastopom na domačih in zato zanje toliko pomembnejših olimpijskih igrah. Prevlado Otočank v tej disciplini razkriva tudi podatek, da so od Sydneya dalje na 3 olimpijadah osvojile kar 4 izmed 9 možnih kolajn. Takšne konkurence, kot je letos, pa v njihovi reprezentanci še ni bilo. Prihodnji petek ne spregledajte športnega kompasa in reportaže z Finske z Evropskega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem. Zraven bomo tudi v Bosni in Hercegovini na rokometni tekmi med Gradačcem in Mariborom. Spremljate nas lahko preko Facebooka in Twitterja, prav tako pa smo dosegljivi preko elektronske pošte. Nasvidenje do prihodnjič.